Petar Stojanović, po prejšnji tekmi morda malo težje, danes pa veliko bolj veseli obrazi po samem tekmi na Norveškem. Kako si videl tekmo? Ja, res je, zadovoljni smo s to točko. Danes smo pokazali srce, kljub temu, da smo imeli na koncu igralca manj, smo pokazali, da lahko naredimo veliko, če se borimo en za drugega, in mislim, da je to pokazatelj, kako moramo iti naprej. Prvi polčas Norvežani so težko tudi prišli do sploh nekih žog in tako naprej. V drugem sicer malce več posesti, tudi potem, ko se je bil izključen Miha, ampak kaj je bilo v prvem polčasu takega, kaj ste se dogovorili, da je to izgledalo potem tako? Ja, kakor ste rekli, danes, v bistvu prvi polčas smo odigrali res dobro, smo imeli tudi posest, odkrivali smo se, dosti je bilo rotacij v vezni liniji, zaradi tega smo imeli tudi dosti več žogov v svojih nogah. Res je, da drug polčas so oni malo bolj pritisnili. Pol pa še dodatno, zaradi tega, ker smo imeli igralca manj, smo se mogli braniti, vsi smo bili na svoji polovici od prvega do zadnjega, ampak mislim, da če bomo tako nadaljevali, smo lahko veseli. Adam Gnezdačerin, danes težka tekma na Norveškem in težko priborjena, ampak zaslužena točka. Kako si videl današnjo tekmo? Ja, vsekakor težka tekma, kvaliteten nasprotnik, ampak mislim, da smo predvsem v prvem polčasu pokazali zelo dobro igro. Škoda, da tega nismo kronali z zadetkom. Potem drugi polčas nekako smo slabo vstopili, tudi posledica tega mogoče potem izključitev Blažiča, kar pa potem tudi z igralcem manj smo pokazali, mislim, da pravo mero borbenosti in želje, da smo do konca zdržali in osvojili to točko. Slovenija je prvič na Norveškem osvojila točko po že kar nekaj gostovanjih tukaj, pa tudi prva točka v Ligi B, Lige narodov. Vam to kaj pomeni tudi za naprej, verjetno neka popotnica v tistih prvih dveh porazih? Ja, po dveh porazih mislim, da je ta točka zelo pomembna, predvsem za našo samozavest. Videli smo danes spet, da lahko, če smo pravi, če smo skoncentrirani, če gremo na glavo, tako da zdaj smo že z mislimi usmerjeni na nedeljsko tekmo proti Srbiji, kjer moramo pokazati v bistvu to borbenost, to željo, ki smo pokazali danes. Še malo sreče pri nekih situacijah, mogoče v napadu, da to zaključimo, zabijemo tudi ta zadetek in se lahko stvari obrne v našo korist. Srbija v bistvu prihaja po zmagi nad Švedsko, po tisti visoki zmagi v Beogradu. Kaj boste poskušali tudi zdaj narediti drugače? Ja, zagotovo bomo spet še enkrat analizirali tudi tekmo v Beogradu. Vemo, kje smo grešili, zakaj je bilo tako, kakor je bilo. Čeprav se ne oziramo več na to tekmo, je vseeno dobro, da si jo še enkrat pogledamo, da vidimo točno, kaj je bilo narobe, tako da lahko te stvari popravimo in mislim, da v kolikor bo pristop in borbenost na našem nivoju, mislim, da lahko pridemo tudi do 3 točk.